Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Danes se bomo odpravili v zakulisje prenove nekdanjega skladišča soli Libertas, ki bo ponovno zaživel v roku leta in pol. Projekt Mestne občine Koper si prizadeva revitalizirati degradirano urbano območje z vzpostavitvijo sodobnega kulturnega stičišča. Ker občina nima večjega pokritega prireditvenega prostora, bo prenova nekdanjega skladišča soli na Kopališkem nabrežju zagotovila skupno dobrih 3678 kvadratnih metrov prenovljenih površin. Po besedah župana Aleša Bržana ima Libertas potencial postati epicenter kreativnih industrij v Kopru in širši regiji. Sedaj pa se odpravimo na gradbišče in poglejmo, kako poteka prenova. Stavba bo imela 2 nivoja. Ob vstopu smo se znašli v razstavnem prostoru, ki meri približno 100 metrov v dolžino. Kar je zdaj moč videti, je v bistvu to veličina objekta, teh 100 metrov v enem neprekinjenem kosu. Širina objekta je 9 metrov za 9 višine venca, v slemenu nekje 12 metrov. V bistvu ta občutek, ki ga imamo zdaj tukaj, to, da je vije ta volumen, smo tudi pol v nadaljnih fazah pri projektu hoteli ohraniti. In zato je v bistvu naša nekako želja bila, da se v čim večji meri to čuti. Tako da v tem, ko boste stopili v razstavni prostor, boste prvo stopili v dvovišinski prostor. Ne boste stopili v nek pregrajen prostor in nato boste dejansko skozi prostor zmeraj doživljali to, v bistvu to veličino objekta. Tako nismo si želeli, da bi ta prostor že spet zaprli, kajti ta prostor je sedaj tak, kot je, zadnjič bo možno ga doživeti v taki obliki. Je pa bila naša želja vsekakor, ko bo objekt končan, da se tudi kasneje ta prostornost začuti. Zato so tudi tako zasnovana in vhodna avla, ki je dvovišinska, prostori v razstavnem prostoru so dvovišinski tudi, tako da zdaj, ko se vidi, ko je odprto, to je bila neka naša želja, da bi nekako to ohranili. Tako da lahko gremo naprej. Širina objekta je neverjetno, to je en tak zanimiv podatek, da se v bistvu stari graditelji bili zelo spretni in vešči in so dejansko na različnih širinah, ko sem pred kratkim imel mire, dejansko je odstopanje v 2 centimetrih. Tako da to je res neverjetno. Zdaj se nekje nahajamo na prehodu med razstavnim prostorom in vhodno avlo. Zdaj smo v delu, kjer je servisni del objekta, sanitarije in vsi pomožni prostori, ki so nujni za tak prostor. Zdaj pa vstopamo dejansko v to vhodno avlo, kjer se ta 2 portala v bistvu hranita in vzpostavi se nov vhod za prireditveni prostor. Kar bo še nekako dodatno osvetljevalo ta prostor, bojo svetlobniki na strehi in bojo še dodatno dejansko ta vtis prostornosti. Tukaj se bo v bistvu, ko se bo vstopilo v objekt, se bo obiskovalec razdelil preko stopnišča in se bo odločil, gre v malo dvorano, v veliko dvorano. Tam v nadaljevanju je velika dvorana z zaodrjem, z podobnim tudi dostopom. In preko tega stopnišča, ki se ga bo v bistvu umestilo na to steno, se bo tudi možen izhod na zunanjo ploščad, ki bo tudi nek prireditven prostor, ne samo ploščad za potrebe evakuacije, kar je bila tudi nuja. Tako da bomo tudi imeli morda gor na tej ploščadi kakšne dogodke, ki bojo povezani z dogodki v samem dvorani, ali bo to neke pauze med samimi dogodki. Tako da to je tudi možnost, ki jo ponuja ta nov projekt.
Ja, pa mogoče še malo, da se ozremo v preteklost, ne, to je bilo še pred 2 meseci oziroma še pred pol leta, je to prostor dvojke, en relikt je še tam. Vsi se spomnimo še žakljev, ki so bili na pregradni steni oziroma na steni namontirani oziroma eni so jih tukaj, tako so tukaj noter, so jih danes tudi dol dejali. Je to zgleda manjši, ampak se vsi spomnimo v bistvu, koliko velik prostor je bil to, ko smo bili v Prekatu 2 na kakšnem dogodku oziroma na kakšni razstavi tukaj noter. Tako da zdaj gremo v prostor. Zdaj smo v vhodni avli. Tako, dejansko je prostor vhodne avle. Ja, ta prostor je v bistvu prostor, ki smo ga mi namenili in mu dodali toliko neke veličine. Zakaj? Zato, ker vsak tak prostor bi si zaslužil nek večji predprostor, ne? In tega žal, kako je zdaj danes Libertas umeščen, nima nekega predprostora, ki bi lahko se ljudje zbrali pred dogodkom, zato smo v bistvu ustvarili to avlo, ki nudi dejansko ta potreben prostor. No. Tako da ta prostor je nujen, da je tako zasnovan in zato je tudi pomembno, no, da je v čim večji meri svetu prostoren in dostopen in ustvarja možnost komunikacije ali na eno stran, ali na drugo, ali na trg tisti ven. Tako, ker se spet spomnimo iz izkušenj v preteklih 4 letih, je ta prostor na Pločniku tukaj zelo majhen, direktno imamo cesto, tako da v bistvu ustvarjamo neko središče, nek srce stavbe tukaj, ki potem bomo lahko izhajali na vse različne lokacije. In upam, da bomo pa čim večkrat tukaj noter. No. Na zahodu pa ne bo vhoda več? Tudi na zahodu bo vhod. V bistvu bo tam prav ločen vhod. V bistvu imamo tako zasnovano. Kar se je dalo površin povečati, da smo dobili to nujno površino za te prostore, smo dobili, ampak tisto prostor je namenjen večinoma razstavnemu prostoru. In tam, no, tako. In to bo funkcioniralo kot glavni vhod, potem bo pa vhod v prostor bo v bistvu šel galerijski del, celotna stavba bo še naprej povezana po celotni dolžini, tako da se bo lahko prehajali iz enega prostora v drugega. Vhod primarno, tam bo lahko pač ločeno odprtost, tudi pač galerijski del bo lahko ločeno funkcioniral, kot recimo, kadar ni prireditve, bo lahko tudi dostopno. In vhodi bojo sicer pa tudi pač iz tega zgornjega pohoda, ne? Oziroma tega terasa. V zgornjih etažah bo lahko moč prijeti tako do pač tega skupnostnega prostora, ki bo nad galerijskim delom, se pravi ta co-working space na nek način, in dalo se bo priti tako do male dvorane kot do velike dvorane. Tako je. V bistvu vzpostavljamo 6 novih vhodov, ne? Na severni strani, ne? Na južni strani. Tako da eni so zaradi potrebe evakuacije, eni so zaradi dostopov v garderobo nastopajočih in eno za coworking Zdaj ne vem, če si to že povedal, ker nisem slišala, ampak v bistvu arhitektura je narejena na tak način, da zelo spoštuje pač osnovno zgradbo stavbe. Tako je. In zelo spoštuje tudi pač tiste recimo odprtine, ki so bile že narejene in jih izkorišča, se pravi, da ne delamo dodatnih posegov v historično tkivo in odpira prostore oziroma odpira vhode in portale, ki so bili pa morda zagrajeni. Tak je recimo en tam v prejšnji enki, bom rekla, ki se zdaj odpre in se spet pokaže portal, ki ga vidimo na zunanji strani, oziroma danes ga mogoče ne vidimo, ker je pač zaziden. Tudi odprtine okenske se odprejo, ki so zaprte. In se jih spet poudari in se nekako pokaže ta zgradba, ki je, se pravi, skladišča, ki je bila namenjena za skladiščenje soli. Hkrati se recimo, kar se dostopnosti tiče, je bilo zelo velik razmislek dan o tem, kako bo pač stavba funkcionirala. Zato so arhitekti namestili dostop za band, bom rekla, pač je z tiste strani, kjer je omogočen tudi parking za režijsko vozila ali vozilo. Tudi o tem so razmišljali, da ne bo treba opreme preveč nositi po stopnicah oziroma je urejena klinčina. In pa seveda eden izmed vhodov, ki je spet zdaj tam zazidan, ki je v bistvu za deskami zaprt, se spet odpira in postane izhod za izhod. Tako je, za oderja. Tako da ja. Gremo še do konca? Gremo še do konca.
Po celotni dolžini prostora bo nameščena ploščad in 6 odprtin, namenjenih vhodom in izhodom iz zgornjih etaž, kar bo omogočilo tudi najkrajšo možno evakuacijo v primeru nezgod. Na 4-metrski ploščadi bo klop, tam pa je predvidena tudi inštalacija za priložnostni bar. Dvorana bo imela med 300 in 400 sedišč ter 700 stojišč. Oder bodo akustično obdelali, na stropu pa bodo absorpcijski paneli. Tako bo zvok omejen na dvorano, kar pomeni, da hrup ne bi smel več motiti okoliških prebivalcev. Razmišljamo trajnostno, se pravi ne samo, da uporabljamo že izgrajeno stavbo, torej ne povzročamo dodatnih stroškov za izdelavo materiala, gradbenega materiala, dodatnih stroškov za pripeljavo gradbenega materiala, pač v kolikšni meri se da. Smo razmišljali tudi o tem, kako, zato tudi svetlobniki, se pravi, da bo manj elektrike potrebno za razsvetlitev takih prostorov, potem imamo klimate, potem rekuperacijo, seveda. Sistem rekuperacije zraka, se pravi, zelo smo razmišljali tudi v to smer, kako bo pač stavba na čim daljši rok, čim bolj vzdržna, se pravi, da bo čim ne samo, kar je seveda pomembno iz okoljskega vidika, nezanemarljiv je pa tudi finančni delež. Trenutno izvajajo sondiranje v objektu in od zunaj, kar bo pokazalo, če bodo potrebne še nadaljne raziskave. Celotno ostrešje, ki je v slabem črvivem stanju, bodo zamenjali z novim jeklenim. Čaka jih tudi še čiščenje ovojev, postavitev temeljev in postavljanje nove konstrukcije. Nova podoba Libertasa naj bi zaživela junija 2026. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.